Sem videl, da ti si nabavil že celo to svojo opremo za vožnjo z mopedom. Ja, rokavičke, čelado, jakno, hlače, čevlje, kaj sem še pozabil. Ledvični pas, pa želva noter v jakni. Ni da ni. Evo, zdaj pa zares, kot sem rekel. Oprema imam, to vse rabim, zato da lahko upravljam vožnjo, pa seveda, da se tudi lahko pol sam varno vozim. Ok, gremo na motor. Mislim, si pa glih tako ena bejva, ko gre v shopping, no? Pa če treba, nisem jaz določil pravil. Pa se tudi boljš počutiš, če imaš pravo oprema, pa greš pol na motor. To je res, ja. No, kaj pa pol? Najprej se moraš vpisati, pa še enkrat poudarjam, to je namenjen tistim, ki že imate veljavno vozniško dovoljenje B kategorije, pa niste voznik začetnik. No, pol pa končno motor. Evo, Roman, jaz sem se vpisal, tako da... Dobrodošel, Matej. Hvala. V naši avtošoli. Zdaj tole zverinco bova vozila. Zdaj pa najprej za začetek bi mogoče motor malo vpisala. In sicer gre za komercialno oznako Honda PCX, 125 kubičen motorček, 4-takten, en z vodo, mazan z oljem, prenos je na zadnjo kolo preko jermena in pa z variomatom. Motorček ima 130 kg, 320 kg je največja dovoljena masa za tale motor, kar pomeni, da ima nekje 180 kg nosilnosti, kar pomeni, da se lahko že 2 orang možakarja skupaj peljete. To je keyless motor, kar pomeni, da ključa motor ne potrebuje. Zdaj, kot zanimivost, da povem, tale motorček ima nekje porabo okrog 2 litra na 100 km, kar je, bom rekel, kar šparovca. Potem tukaj lahko odpreva prostor pod zadnjim sedežem in tukaj je prostora kar dovolj za 2 čeladi, recimo, pa še za kakšno brisačo, tako da tudi ena pot do naše obale s takim motorčkom bo čist prijetna. Tukaj imava stikalo za dolge in pa kratke luči, hupa, smerna utripalka leva, smerna utripalka desna. Tukaj imava varnostne utripalke, večinoma novejši motori so opremljeni z varnostnim utripalkam v primeru kakšne neugodne situacije, da se malo zavarujemo. Ok, toliko o opisu motorja, kakšno vprašanje? Ne. Ok, potem bi se pa kar mogoče oblekla, pa greva v akcijo. V akcijo, ne? Tako. Evo, čevlji, zaščito gležnja, hlače, s kolenčniki noter. Je pa bolj, da imam take, ker nisem še nek hud bajker, ampak obvezna je pa zaščita, brez tega sploh ne smeš voziti. Dobro, gremo ledvični pas. Jakna, z želvo že noter. Še dal, da danes ni toliko mrzlo. Se pa počastle odpelj dol, tamle vidiš, da je mečkam peska, tam bo malo pozoren, pa kar dol po poligonu pa par krogov za ogrevanje narediš. No, pol sem pa končno začel. Je pa te pa kaj strah? Se nisem prvič vozil motorja. Ja, pa te jaz vem, no. Ok, Matej, zdaj poligon si odpeljal, v prvi fazi te lahko kar pohvalim. Glede na to, da nisi motorist, imaš pa vse ta ravnotežje pa čut za enosledna vozila, za 2 kolesa. Zdaj, prva vaja, ki smo jo delala, je v bistvu pride v poštev takrat, kadar se motor pokvari, ko se sprazne pneumatika in ga peš potiskamo ob svoji levi strani, seveda, da smo v prometu bolj varni. Potem druga vaja so bile usmice. Tukaj je pač smisel usmice je koordinacija gibov, počasna vožnja in pogled usmerjen v smeri, kam hočemo, da pač motor pelje. Naslednja vaja je bilo sestopanje. Sestopanje rabimo tudi v prometnih konicah v mestu, ki se velikokrat ustavljamo, speljujemo. Potem naslednja vaja je bil počasen slalom. Smisel te vaje je, da gremo čim bolj počasi, zato da držimo skozi ravnotežje pri počasni vožnji. Naslednja vaja potem je bila vožnja 5 na uro po tisti beli oznaki, spet je to koordinacija gibov ravnotežja. Pri vseh teh počasnih vajah si je treba pomagati zadnjo zavoro. Potem sva nazaj grede naredila hiter slalom. Hiter slalom je asimetrični, kar pomeni, da so prvi 4 stožci na 9 metrov, zadnje 2 pa na 7. Smisel te vaje je, da z enakomerno hitrostjo peljeva in pri zadnjih 2 stožcih je treba motor mnogo bolj nagniti kot pa pri prvih 4.
Naslednja vaja je bilo zaviranje v sili. Zaviranje v sili seveda nam pride prav tudi v vsakdanjem prometu, kadar nenadno skoči, stopi na cesto ovira in je treba motor ustaviti. Naslednja vaja je bila izogib ovire. Izogib ovire nam pride v upoštev v primeru, da nam na cesto skoči nenadna ovira, da zapelje avto pregloboko iz stranske ceste, in takrat je treba hitrost čim bolj zmanjšati, gledati v smeri rešitve in motor potem zavore popustiti in motor odločno nagniti v smeri rešitve in tudi opazovati v smeri rešitve. In pa še zadnja vaja, ki sva jo izvedla, je bilo pa izogib ovire s 50 na uro brez zaviranja. To pa uporabimo takrat, kadar dejansko nimamo časa uporabiti zavore in zmanjšati hitrost, takrat je pa v bistvu prvi cilj, da se oviri izognemo. Ti 2 urci sta bili prav fajn. Tudi tiste, ki obvladate, se mi zdi, da se boste marsikaj naučili pri teh stvareh. Okej, se grem preoblečiti, pojdem pa na cesto naslednjič. Ti smo pa sploh zanimiv.